Nataša Bokal je bila izkušena reprezentantka, ko so v ekipo začele prihajati mlade nadobudne smučarke, tako imenovane vražje Slovenke. Niso občudovale samo njenih rezultatov, pač pa predvsem njen pristop, borbenost do zadnjega. Imeti v reprezentanci takšno osebo je bilo nekaj neprecenljivega, saj se je ta bojevitost prenašala naprej v naslednjo generacijo. Vrnimo se s pomočjo našega radijskega arhiva v leto 1991, ko je Škofjeločanka dosegla uspeh kariere, srebro v slalomu na svetovnem prvenstvu v Zalbachu. Naš reporter je bil Boris Ljubič. 74 sekunde, odlična vršna predstava Nataše. Če bo tako nadaljevala, bo z veliko prednostjo prevzela vodstvo. V spodnjem delu bori se kot levinja, lahko rečemo. To je njena prava vožnja, takšno, ki jo je prikazala v Kranjski Gori na pohorski Zlati lisici. Nataša Bokal še nekaj do cilja in to bo prevzem vodstva s velikansko prednostjo. Sekunda 47 bravo Nataša. Jaz sem drugo vožnjo res zelo zadovoljna. Enkrat mi je uspela taka vožnja, kot na treningu. Jaz upam, da bo še več takih, da bom tudi večkrat ponovila take uspehe. V tistem prelomnem letu 1991 je Nataša Bokal poleg srebra v Zalbachu dosegla še 2 uvrstitvi na zmagovalni oder v svetovnem pokalu, obe na Zlati lisici, zmagala je v slalomu in bila druga v veleslalomu. Ob teh rezultatih je konec leta 1991 postala prva športnica leta v samostojni Sloveniji. Kazalo je, da se bodo v naslednjih letih uvrstitve na stopničke vrstile kot po tekočem traku, vendar so jo zaustavile poškodbe in takrat je še bolj prišla do izraza njena borbena narava. Dolgo je čakala na naslednjo uvrstitev na zmagovalni oder, v svoji karieri je zaradi poškodb prestala kar 14 operacij. Čez 8 let pa se je naslednjič povzpela na stopničke z drugim mestom na slalomu v Liencu. Najprej bom rekla, da sem res zelo vesela, po dolgih letih sem enkrat spet stala na zmagovalnem odru. To sem pričakovala v bistvu take rezultate že na začetku sezone, pa mi nekako na tekmah ni najboljše uspel. Danes sem res, že v prvem teku sem se počutila zelo sproščen, tudi sproščen sem odpeljala. Tako da jaz mislim, da je pač to, da je bilo to potrebno tudi narediti. Na prvih tekmah sem mogoče malo preveč želela sama od sebe in sem preveč tako trdo vozila, zaradi tega tudi niso bili rezultati najboljši. Jaz samo upam, da bo šlo zdaj naprej v nadaljevanju sezone tudi tako ali tako boljš gre že zelo težko. No. Po smučarski karieri je Nataša Bokal dokončala študij na fakulteti za šport in postala smučarska trenerka. Največ časa je delovala na sosednjem Hrvaškem, pa tudi v domačem škofjeloškem Alpeturu. Nazadnje smo jo v tej vlogi v živo gostili pred mikrofonom pred 2 letoma na Zlati lisici, ko je Anji Hlača Ferjančič povedala, da so se svoj čas radijski reporterji in smučarke skupaj vozili na tekme. Vaši predhodniki so bili res super, tako da smo imeli res take super odnose. Se spomnim še časov, ko sem jaz začenjala, ko so se tudi v bistvu večina njih ni imel vozniškega izpita, tako da so bili kar z nami v kombiju in so šli z nami iz tekme na tekmo. Ja, to je zdaj čisto nepredstavljivo. Danes ste častna gostja na Zlati lisici, spominjamo se tudi vaših uspehov. Smo vas novinarji spomnili na tiste dobre čase ali se tudi sami občasno spomnite na to, kako je zmagati doma? Mislim, tako vsako leto se mi zdi v tem času ali pa v času svetovnih prvenstev se pol kar naenkrat pojavil kar nekaj telefonskih klicov, pa tako da v bistvu enkrat na leto sigurno obujemo spomine na te rezultate, na te tekme, na uspehe doma in mogoče kdaj tudi vmes pride pogovor na to, ampak drugače pa vsaj v času te lisice pa vedno. Leta 1991 ste zmagali in bili drugi, kar pa ni bilo dovolj za to, da bi postali lisička. Ne, Vreni Šnajder je imela v veleslalomu malo večjo prednost, tako da je ona postala Zlata lisička, ampak to takrat sploh ni bilo pomembno. Meni je bilo to super, meni je bilo mogoče bolj žal, ker sta bila takrat 2 slaloma tukaj v Kranjski Gori, eden je bil, ne vem, nadomestek za enega od nekje in sem bila po prvem teku tudi prva in sem pol odstopila, tega mi je bilo bolj žal kot tega, da nisem bila Zlata lisica. Reprezentančne kolegice so Nataši Bokal v boju z boleznijo v zadnjih letih stale ob strani. Tako imenovane vražje Slovenke niso pozabile na svojo kolegico v nesreči in so ji pomagale, kolikor se je dalo pomagati.
Katja Koren-Miklavec je bila močno pretresena ob izgubi nekdanje kolegice v reprezentanci. Ja, to je bila Nataša, njena pusta, bom rekla, borba z boleznijo, da je bil njen karakter. Jaz se spomnim, da smo celo delili sobo. Jaz sem bila mlada tekmovalka, ona je bila že bistveno bolj izkušena in nekako je bila ona tisti naš, bom rekla, ne glas razuma, ampak nekdo, ki je stvari poznal, ki je bil umirjen napram naši tisti mladostniški, bom rekla, razigranosti in veselju, ki smo bili. In ja, ogromno smo se od nje naučili, ogromno nam je dajala, čeprav je bila vedno bolj, ne bom rekla, da tiha in umirjena, ampak ja, drugačna od nas. In pa seveda, to je bila tista generacijska razlika v prvem trenutku, ki se je kasneje zelo zabrisala. Takole se Nataše Bokal v reprezentanci spominja Urška Hrovat. Z Natašo smo bile veliko skupaj od mojih mladih nog pa do konca kariere in lahko samo to rečem, da je bila celo življenje borka. Že v športu med kariero je imela pace in vzpone, predvsem zaradi poškodb in vedno se je nekako vrnila. Nakar, ko je izvedela za to diagnozo slabo, moram pa reči, da se je pa popolnoma spremenila in je postala res še večja borka, plus to, da je bila pozitivna in je gledala optimistično in verjela je, da se bo izvlekla iz te najbolj grozne stvari v življenju, ko se ti lahko zgodi. Ampak očitno je bila ta stvar močnejša in žal jo ni več med nami, kar bo velik minus za predvsem smučarijo, za podmladek, kjer je bila aktivna. Kapo dol za Natašo in vedno se jo bomo spominjali kot največjo borko med našimi vražjimi dekleti. Še ena od vražjih Slovenk, Alenka Dovžan, prav tako opis reprezentančne kolegice začne z opisom borbenosti. Nataša je bila vedno nenormalno, bom rekla, v primerjavi z nami, borbena, trmasta, tako kot je se zdaj borila do zadnjega diha. Vemo, da je imela toliko že prej poškodb, pa nikoli ni obupala. Smučanje je imela tako neznosno rada, da je bilo to nekaj neverjetnega in je bila res tej smučariji pripadna do zadnjega. Nataše se pa najbolj spomnim sploh mojih zadnjih let. Midve so bile skozi na koncu cimre in Nataša se je zelo rada, zelo zgodaj zbujala in ona je vedno brala ogromno knjig, tako da je že v petek zjutraj pržgala eno majhno lučko in brala. Tako da to se spomnim, pa zelo lepe spomine imamo na Ameriko, kjer smo vedno bile na turneji in smo vedno imeli željo, da smo same kuhale. In Nataša, zato ker je zgodaj vstajala, je vedno vse že prej pripravila, tako da smo imeli pa tudi takrat, ko so bile tekme v skrinji dosti zaloge za po tekmah, tako da je bila glavna kuharica od golaža, vedno je bila glavna pobudnica pri Poranu, ker smo bili takrat vedno za ta zahvalni dan v Ameriki in smo vedno pekali Porana, tako da je ona to delala že od 5 zjutraj pa do poznega večera, da smo v bistvu cela ekipa od trenerjev do vseh imeli večerjo. Ja, ko omenjamo kuhanje, pa zaključimo tole spominsko oddajo z eno bolj vedro zgodbico. Urška Hrovat pojasnjuje, zakaj zaradi Nataše Bokal nikoli več ne uporablja kečapa. Bil je en s kečapom, ki je sovražila ta bogi kečap in smo nekje v Ameriki iz Jute v Colorado potovali v kontra. In smo se ustavili in sem jaz kečap nekaj ven stiskala in je vse odletel direktno po obrazu, po oblekah. In še pot potem naprej, ona pa vza od kečapa. Tako da od takrat jaz tudi kečapa več ne uporabljam, no. Tako da toliko me je to iz tira vrgala. Naše izjemne smučarke Nataše Bokal žal ni več med nami. Zgodbe, kot je ta, pa bodo ostale za večno.